In svojevrsten čudež je ta teden resnično prišel. Potem, ko smo se že navadili, da nas zadnje tedne nagovarja vladni mesija Jelko Kacin, nas je v ponedeljek najprej predčasno nagovoril sam Božiček in namignil, da se nam lahko uresničijo želje, če bomo le ostali pridni. In tretji dan se je zgodilo. Z dobrimi novicami nas je blagoslovil še sam Bog. In to prek Twitterja. Spoštovani, po dolgih tednih omejevanj gibanja in številnih aktivnosti javnega življenja smo prišli do pomembnega obrata. Tako se že z jutrišnjim dnem, torej s 30. aprilom 2020, odpravlja splošna omejitev gibanja na občine, od ponedeljka dalje pa sledi postopen zagon številnih aktivnosti, ki jih bo mogoče opravljati ob upoštevanju izdanih navodil zdravstvene stroke. Slavljen bodi Janša. Končno živimo v svobodni državi. Mislim, dokaj svobodni. Še vedno imamo namreč prepoved združevanja, protestiranja in komunistične medije, ampak vlada dela s polno paro, da tudi te odpravi. V praksi sprostitev ukrepov torej pomeni, da se boste lahko z družino, s katero ste se do zdaj prepirali samo v lastni občini, po novem prepirali kjerkoli po Sloveniji. Slaba novica je še vedno, da ne smete obiskovati prijateljev, dobra pa, da še vedno ne smete obiskati niti tašče. Lahko pa si po novem spet ogledate porod. Mislim, če ste fotor od otroka. Ali pa vsaj mislite, da ste. Vse smo dosti jasni, ne? Ne smeš gledati na ključnih žensk, kako rojevajo. Teb govorim, Miha. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.